Pozdravljeni! V prispevku bomo govorili o tapkanju, energetski tehniki. Terapevtka Gaja Padubski nam bo razložila, kako s tehniko tapkanja in pravilno komunikacijo lahko pridobimo več duhovne moči, se naučimo ljubiti svoje slabe lastnosti in zdravimo svoje telo. Posneli smo terapijo, kjer je Gaja pomagala pri premagovanju strahu ob izgubi službe. EFT tehnika je tehnika, pri kateri se s konicami prstov nežno tapkamo po točno določenih točkah, ki se nahajajo na obrazu in telesu. To je tehnika oziroma akupunktura brez igel. V nadaljevanju bomo uporabljala za EFT tehniko tapkanje. In sicer tapkanje lahko uporablja vsak izmed nas, ne glede na starost in težavo, ki jo ima. Ne vem, kaj bom brez službe. Po točkah se tapkamo nežno in z občutkom. Po vsaki točki se tapkamo približno 7-krat. Lahko uporabljamo obe strani obraza, lahko uporabljamo levo ali desno roko. Gospod Stanko, prosim, če mi lahko poveste, s kakšnimi težavami se ta trenutek soočate? Imam težave v službi, saj sem izvedel od prijatelja, sodelavca, da mi ne bo podaljšal pogodbe o zaposlitvi. Tako se pravi, da do konca te pogodbe, ki je meseca decembra, se mi izteče. Sedaj, v času, ko je malo kriza, to mi malo povzroča težave. Več podaljšali pogodbe in zato se je ustrašil in zato je slabo spal in je malo živčen zaradi tega, ne. Tapkamo se, kadar smo žalostni, nesrečni, kadar nas je strah, kadar čutimo neravnovesje v telesu, kadar čutimo določeno bolečino, kadar smo prestrašeni, kadar smo depresivni, kadar ne moremo spati, kadar se soočamo s kakršnokoli težavo. Če je težava majhna, lahko dosežemo učinek v zelo hitrem času, to je v bistvu čudež v 1 minuti. Če pa se človek sooča z določenimi travmami, z večjimi težavami, z večjimi občutki negativnimi, potem je pa sigurno potrebno več dela. Prva točka, ki bi rada izpostavila, je karate točka, ki se nahaja na zunanji strani dlani, in sicer med mezincem in zapestjem. Po tej točki se tapkamo s konicami prstov in kadar se tapkamo po tej točki, izpostavimo težavo, ki jo imamo, in si hkrati povemo, da se imamo radi kljub tej težavi, ki jo imamo, in da se sprejemamo. Naslednja točka se nahaja na vrhu glave, na temenu, na začetku obrvi, na zunanji strani oči, tukaj na kosti, pod očmi, pod nosom, na bradi, na ključnici in pod pazduho. Zdaj bova začela tapkati. Vi boste ponavljali za menoj. Jaz bom na glas izgovarjala, vi boste pa šepetali. Čeprav sem pred mesecem dni izvedel, da bom izgubil službo, se imam rad in se sprejemam točno takšnega, kot sem. Velik stres v meni. Strah me je za službo. Izvedel sem, da bom izgubil službo.
Velik strah v meni. Strah v mojih prstih. Strah me je za službo. Slabo spim. Malo više tukaj. Velik strah v meni. Strah me je za službo. Ta strah občutim v celem telesu. Velik strah v meni. Ponoči slabo spim. Stres v mojem telesu. Izvedel sem, da bom izgubil službo. Strah me je zaradi tega. Danes je težko dobiti novo službo. Ok, vdih, izdih. A mi lahko prosim poveste, če imate kakršnekoli občutke v telesu sedaj po tem krogu tapkanja? Kakršnekoli olajšanja? Nove misli? Ja, počuti se malo boljše. Ja. A ste mogoče dobili kakšno misel med tem, ko ste tapkala? Ja. Dobuje voljo in željo, da bo, mislim, da bo prestopil v drugo službo. Zdaj pa pri 50. letu, pri 50 letih, ko je kmalu. Koliko vas je strah od 0 do 10, če bi zdaj ocenili ta strah? Isto 5. Sedaj bom jaz tapkala po vaših točkah. Vi bodite pa ves čas povezani s tem strahom in težavo o izgubi službe. Strah me je, da me ne bodo želeli na novo zaposliti. Ponoči se zbujam zaradi tega strahu. Velik strah v meni. Aha, zdaj rekel samo... Če pa se pojavijo kakršnekoli nove težave, novi občutki, se pa lahko vedno obrnete name. Videli smo, kako se je Stanko s terapijo tapkanja pomiril in se razbremenil skrbi. Poskusite se tudi sami tapkati, ko začutite stisko. Hvala za pozornost in nasvidenje.